sem resno bolna, kako naj to informacijo zdaj podelim svojci. Ves čas so me opozarjali mami, otroci, mami preveč, mami ustavi se, mami glej, počivati je treba. Kako ste? Pravzaprav sem kar dobro, iz dneva v dan bolje, ker se mi zdi, da tisto najhuje je že za mano. Bilo je tudi brutalno, moram povedati, ampak ta trenutek se mi zdi, da bi lahko mirno delala. Kaj vse ste v tem času doživeli, kaj ste doživljali in konec koncev čutili? Veste, čutiš najprej seveda tisti šok. Potem tisto, kako je mogoče, da sem padla v to zgodbo. Potem sem seveda začela doživljati, da pravzaprav nisem dovolj globoko razumela staršev in otrok, ki smo jih v vsem tem času reševali res velikih stisk, bolezenskih, eksistenčnih in da ne govorim kaj vse. In potem sem pravzaprav sprejela, da je to samo bolezen in da se je treba boriti, tako kot za vsako družino, se je treba boriti tudi zase, tudi za to bolezen, ker je samo bolezen. In medtem se je tudi zgodilo, da sem kdaj pa kdaj pomislila, a je to že zdaj tisto dno, življenjsko dno, ali bom zmogla še kdaj nazaj. No, pa je šlo. Res sem imela kar precej problemov ob sistemski kemoterapiji. Pač sem dobila ves paket kemoterapij in skoraj čisto vsaka me je napotila nazaj v bolnišnično oskrbo. No, potem sem pa videla, kako močno potrebujem družinsko oporo otroka, ves čas mož, ravno tako, tudi drugi svojci in seveda sodelavci, prijatelji, znanci. In sem razumela bolnike, da pravzaprav vsi potrebujemo okolje, ki nas dobesedno krepi, nam daje moč in seveda tudi omogoča pot do cilja ozdravitve. Tudi jaz nisem imela dobre prognoze preživetja. Glejte, pa sem v remisiji in imam res, tako kot sem povedala, občutek, da bi šla lahko že kar na teren. Ste morda tudi jezni. Celo življenje ste se borili za druge, zdaj se morate boriti zase. Ali to občutite, kot da se vam je zgodila na nek način krivica? A veste, da sem na trenutke tudi to čutila. In sem si rekla, pa sej, mogoče me je pa ustavilo, tej družbi sem res dala, ker sem zmogla in znala, vključila tudi svojo družino. Ne žrtvovala, ampak podarila vse, ker res sem zmogla. Tako da se mi je res občasno pojavil samo ta občutek, zakaj pa jaz, kaj sem naredila narobe. Ampak po drugi strani si pa rečeš, tudi to je ena od preizkušenj. Na vsezadnje, a veste, bolezen ne izbira in morda sem živela tudi kdaj pa kdaj, ne samo kdaj pa kdaj, ves čas preko svojih zmogljivosti in je to rezultat, tako da nimam kaj. No in prav to se mi zdi tipično za ljudi, ki se ženejo, da če se na neki točki ne ustavijo sami, jih ustavi življenje. In to se je v bistvu zgodilo vam. Koliko časa so goreli ti alarmi, da se nekaj dogaja in konec koncev, kaj bi rekli ljudem, ki morda v tem trenutku stopajo po enaki poti, pa se tega morda trenutno še ne zavedajo? Veste, največjo napako pravzaprav tudi sama sem jo naredila. Delamo s tem, ko nas nekaj opozori. Mene so recimo neke urtikarije opozarjale, celo telo sem jih imela na to, da je nekaj narobe. In jaz pač obiskala svojega zdravnika nisem, ko so izbruhnile naenkrat, sem morala iskati urgentno pomoč. In urgentna pomoč je hitra pomoč, se pravi, tam dobiš samo neka zdravila za premagovanje te zgodbe in greš naprej, Vztrajati moramo, Sem čutila res grozno utrujenost. Šla sem skozi vsa cepiva, verjamem v znanost, pa sem videla, moji sodelavci so tudi utrujeni. To pomeni, da je normalna utrujenost, pa ni bila, Me je začelo že močno opozarjati, jaz nisem tega zaznala, dokler nisem bila res cepljena tretjič in so vse te moje bule, kot sem jih že imela po bezgavkah, znorele. In glejte, jaz sem na te buljce opozarjala, na mojih bezgavkah, ker so bile očitne, ampak
niso bile zaznane kot težka bolezen, ki je že bila in ki me je žrla pravzaprav že kar mnogo let. Nam lahko zaupate, kako je izgledal ta trenutek, ko ste izvedeli, da imate raka? Kako ste ga vi doživljali? Jaz sem bila na poti, bila sem ravno na snemanju s TV 24 ur družin, ki jih skupaj obdelujemo oziroma jim pomagamo, jih podpiramo v verigi dobrih ljudi. In takrat smo snemali zgodbe, ki jih skupaj rešujemo. In jaz sem vozila, se veste, ko si na poti, ves čas imam telefone, sem ves čas telefone in potem klic vendarle ujamem in pove zdravnica iz triaže onkološke klinike, da je pač ta in da zdaj je pa čas zase in da jaz sem se najprej opravičevala, ker je bila huda, koliko časa me kliče in sem povedala, da pač sem ves čas v zgodbah in da se opravičujem, da ne klepetam, ne. No in je rekla, da zdaj bom pa malo odložila te zgodbe in se bom posvetila sebi, ker mi mora sporočiti, da imam hudo obliko raka. In potem, veste, tako kot iz filma Scarlett O'Harove, na to bom mislila jutri, ta trenutek ne morem, ne smem. In smo šli naprej. No in ko smo končali teren, bilo je proti večeru, sem se ustavila na parkirišču, nisem upala domov in sem začela proučevati, kaj pravzaprav sem resno bolna, kako naj to informacijo zdaj podelim svojci. Ves čas so me opozarjali mami, otroci, mami preveč, mami ustavi se, mami glej, počivati je treba, mož raven tako. No in seveda, ko sem vsem doma povedala, predvsem otrokoma, sem jih res zelo prizadela, jih hči hotela takoj vedeti in klicala zdravnico in profesorico in sta kar izmenjali mojo diagnozo in kaj me pravzaprav čaka, če ne takoj ne pristopijo k sistemski terapiji. Zelo malo časa mi je ostalo. Vam moram reči, da sem se s temi lastnimi občutki krivde začela strašno boriti. Krivda zakaj? Zato, ker sem imela občutek, da sem se preveč razdajala, pa premalo ohranjala stike z družino, čeprav smo povezani, a veste, ker sem vso družino vpela v zgodbe, ki jih pač smo reševali skupaj in tudi, če je bilo treba kaj narediti, moža vključila. Vse sem vključila, prostovoljsko seveda, samo zato, da smo lahko funkcionirali tudi za tiste, ki nas potrebujejo. Potem, ko se je terapija začela, so me opozarjali, da bo težka. Bila je še bolj težka. In potem mi reče profesor Jezerškova, zdaj pa Ogulinova. Borimo se zase. Nič ne bomo jamrali, gremo naprej, ker morate naprej, ste vajena borbe. In te besede sem imela občutek, da me je ujela, no, v res tistem najnižjem stanju, ko sem že obupavala, bom zdržala vse to. Joj, te besede so mi ostale vse do danes in jih kar nesem naprej. Ta pot 7 mesecev je bila težka, ampak je bila pa uspešna. Tako da jaz verjamem, da bom prišla do cilja, kot sem si ga zadala, znova se vrniti vsaj za nekaj časa v organizacijo med svoje sodelavce, strokovne sodelavce, prostovoljce, donatorje. Čeprav sem, moram priznati, ves čas nadaljavo v zgodbah ljudi, ki kličejo, v stikih s sodelavci, ampak jaz bi jih preprosto rada objela. Tako da bo. Že skozi to zgodbo je jasno, da je Zveza prijateljev Mladine Moste Polje vaš drugi oziroma tretji otrok, lahko rečeva. Točno. Ste kdaj prešteli, koliko ljudem, koliko družinam ste pomagali? Jo, jaz sem prišla čez več 100 000 in otrok in družin in sem rekla, ne bom več štela, se pravi, četrt Slovenije je naše. Tako da res vam moram reči, to je zgodba o družbenem neuspehu in našem uspehu ponuditi rokom, politiki, družbi, predvsem pa ljudem v njej. A se vam je kdo še posebej vtisnil v spomin ali pa vas ganil? Ganili so me otroci z zgodbami, kjer so recimo starši, ki so bili odvisniki, svojega otroka zažigali.
kjer so na otrokih ugašali cigarete, ki so bili deležni spolnega in fizičnega nasilja. Mislim, brutalno od brutalnega, ki so doživljali umor staršev, ki so bili sami v poskusih umora staršev. Jaz vam ne morem povedati, kakšne trpke zgodbe pravzaprav so se nas dotikale in jih nismo mogli doumeti, da je to v tej naši družbi sploh mogoče. Predvsem pa, zakaj mogoče? Vsi imamo nekega svojca, soseda, znanca in strokovne službe. Vsi ti otroci so hodili v šolo, vsi ti otroci so hodili tudi na vsezadnje v vrtec, ali pa če niso vsi odrasli, smo tako odgovorni sploh za življenja otrok, pa ne glede čigav. Veste, tukaj je pa ves čas ne dilema, ampak tista odgovornost, ker je čisto vsak otrok, ko ga ti doživiš, ko si odgovoren zanj, a veste, je v bistvu tvoj otrok. In zdaj smo na točki, smo v nekem trenutku, ko pričakujemo, da bo ta negotovost, ko bo prihodnost postala še bolj negotova. Tukaj je energetska kriza, pa gospodarska kriza. Vsi upamo, da se ne bo razvila še v hujšo varnostno krizo, ki bi lahko sledila še socialna. Česa se morajo odločevalci v tem trenutku, kar se tiče položaja ljudi, najbolj zavedati po vaši oceni? Glejte, mi smo začeli uporabljati že pred leti, kar najbolj zamerim politiki, družbeni diskurs lenuhi, revni lenuhi. Ne, ni res. A veste, mi imamo zgodbe, glejte, onkoloških staršev, ki ne upajo povedati svojemu delodajalcu, da so bolni, da so hudo bolni, da jemljejo dopuste, ko hodijo na terapije in podobno. A smo to solidarna družba? Ne, nismo. Kot družba smo padli. Ampak vse veste, vsako revščino, vsako socialno krizo producira politika. In tukaj pričakujem, da bodo res sočutni, da bodo preudarni, predvsem pa, da bodo hitri in bodo res državniki za ljudi, za državljane. Ja, ker konec koncev, pred nekaj tedni sem govorila z družino, oba dva starša sta zaposlena, imata dva otroka, ne zmorejo priti skozi mesec, ne morejo poplačati vseh obveznosti, kaj šele, da bi si kaj privoščili. Mama mi je razlagala, da se včasih zmisle otrokom, da ni dobila plače, ko jo prosijo za kakšen priboljšek, recimo čokolado. In se mi zdi, da število teh delovno aktivnih družin, ki potrebujejo pomoč, narašča. Kaj vi menite? Tako je. Glejte, mi imamo ta trenutek skoraj 80% delovno aktivnih ljudi, ki hodi po pomoč, ki prosi za pomoč, ki kolobari s položnicami. In to ni prav. In kje smo mi, kaj delamo? A veste, tukaj bi se morala politika ustaviti in vprašati, kaj je narobe. Dajmo takoj neke ukrepe, da socialno plat družbe izboljšamo, ne jo še bolj sesuvamo, bi človek temu rekel. Kaj konkretno imate v mislih, ko govoriva o tem, kaj bi politika, kaj bi odločevalci morali storiti? Povedali smo, centri za socialno delo morajo na teren. To je ena zgodba, se pravi, morajo biti manj obremenjeni z administracijo. Socialne pomoči bi morale biti absolutno bolj ažurne, kot so. Se pravi, nekdo ne more čakati 3-4 mesece na to, da bo dobil prvo izplačilo, ker po 3-4 mesecih so že izvršbe, so že rubeži. Vsi, se pravi, rubeži, sodne izvršbe in podobno, to vse stane. In vsi, ki to dajejo ljudem, ki ne zmorejo plačati, bi morali biti tako sočutni ali pa razumevajoči, da pokličejo posameznika in vprašajo, kaj je razlog neplačila. A veste, ker večina pri nas, res vsi tisti, ki jih ta trenutek imamo, so ljudje, ki bi želeli plačati, ki kolobarijo s položnicami. To niso ljudje, ki, bi rekla, zaobhajajo ali pa manipulirajo. To niso manipulanti, to so delovno aktivni ljudje. Za tiste, ki res ne zmorejo in ki padejo tragedija, bolezen, invalidnost, elementarna nesreča, absolutno bi morali imeti nek sklad
država sklad, kjer bi za nekaj mesecev pomagala tej družini, istočasno pa ena od civilnih organizacij ali pa socialno delo delala z družino toliko časa, da se ona znova vzpostavi in ne zmore sama naprej. To bi bila prva zgodba. Druga, otroške dodatke, študentsko delo, absolutno tako izločati iz prihodkov družine, ker to znižuje socialni transfer, tistim, ki ga pač potrebujejo. Brezplačna osnovna šola, obvezno. No in če zaokroživa to, taka izkušnja, kot ste jo vi doživeli, kot jo doživljate, v taki izkušnji človek gotovo spozna, kaj je v življenju resnično pomembno. Rekla smo zdravje, to, da si človek vzame čas zase, da se ustavi. Kaj še, gospa Ogulin? Da imaš dobro, bi rekla, mrežo družine in sodelavcev, prijateljev in znancev. To potrebujemo. Ljudje smo socialna bitja. In jaz si, verjemite, to pa res ugotavljam, do trenutka bolezni nisem zamišljala, kaj je pravzaprav, kaj ti pomeni ta mreža, ko se ti nekaj zgodi, ko zboliš, tako kot sem jaz. A veste, koliko ene moči ti daje, koliko pravzaprav te potrjuje v tem, da si pa v življenju res nekaj napravil in zdaj dobiš v tej podpori vračilo. In da tudi človek ne obupa, nikoli, vsem preprekam, in da ima, in verjetno tudi, da ima v življenju, da ima življenje nek smisel, da ima nek višji cilj, če hočete. Ves čas imamo višji cilj, a veste, ves čas slediš temu višjemu cilju, ki pa je, seveda, kot ste rekli, lastno zdravje in pa odgovornost, solidarnost, spoštovanje do vseh okoli tebe. Drži. Gospa Ogulin, hvala za ta iskren pogovor in za vsa sporočila. Hvala tudi vam.